Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Začela bom kar z mojo zgodbo, mojo težko izkušnjo, ki sem jo doživela v svojih 30-ih, ko sem doživela najhujšo diagnozo v mojem življenju. In pred tem sem živela v stresu, tako kot je Mihael, predstavil. Veliko strahov, stresne situacije, pomanjkanje in tako naprej. In vse to me je vodilo do čiste izgorelosti, na koncu do hude bolezni. In takrat sem že pred leti spoznala, kaj so to sistemi, kam to vodi. In mi je bilo dano, da sem v tistem trenutku se povezala s to višjo zavestjo in spoznala, da pravzaprav smrti ni in da imamo zelo, zelo, bi rekla, nadnaravne sposobnosti, ko začnemo jih uporabljati pravzaprav. In vsi ti sistemi nas pravzaprav že od majhnega nekako usmerjajo stran od nas, usmerjajo bolj v to ego valovanje in to nam naredi zelo, zelo veliko škode. In jaz sem takrat, ko sem zbolela, bila je huda diagnoza 4. stadij in zdravniki niso imeli več rešitve. In takrat v tistem šoku sem doživela to telesno izkušnjo, sem doživela epileptični napad doma in sem takrat prvič spoznala, da pravzaprav smo veliko, veliko več kot samo to telo, tako kot se naučimo, ko pridemo na ta svet, da vse to, kar vidimo, kar občutimo, kar zaznamo s svojimi občutki, da je to samo ta svet, katerega živimo. In takrat mi je bilo dano, da pravzaprav naše telo je samo 1%, vse ostalo, 99% je pa naša energija, naša duša. Drugače sem krščansko vzgojena in nikoli nisem nekako razmišljala o teh zadevah, ki so mi bile potem jasno prikazane, da ko enkrat nadvladamo ta analitični vse te programe, ta prepričanja, te strahove, katere so nas nekako, za katere so nas vzgajali in tako naprej, se začne življenje odvijati na čisto drugačen način. In danes pomagam ljudem, da presežejo vsa ta prepričanja, te strahove, da znova se povrnejo k sebi in spoznajo, da imate pravzaprav res te nadčutne sposobnosti, s katerimi si lahko potem pomagate v življenju. In zdaj trenutno je taki čas, kjer je strah in pa ta stres izjemno, izjemno potenciran. In izgubljamo pravzaprav svojo lastno svobodo. In zato je v tem času izjemno, izjemno pomembno, da se dejansko povrnemo k sebi, da razumemo zunanje dogodke, zunanje dogajanje, druge ljudi, tiste, ki želijo nas nekako manipulirati in spraviti do tega trpljenja in tako naprej, raznih manipulacij, ker želijo vzpostaviti na vsak način ta svetovni red. In hitro te lahko potegne v brezno, če ne delaš na sebi, če izhajaš iz tega analitičnega uma, ker naš deluje tako, da veliko je teh prepričanj, teh strahov, teh vzorcev iz otroštva, ki smo jih dobili že kot majhni otroci. Takrat smo v bistvu bili v tem teta stanju do 7. leta. Teta stanje pomeni hipnotično stanje valovanja, možganskega valovanja, in vsi otroci so nekje do 7. leta v takšnem stanju. Zato so tako vzneseni, radoživi, nasmejani, sproščeni. In hitro, ko pridejo, se pravi, na ta svet, dobijo te vzorce nase, razne strahove, da pač svet pač le ni tako sproščen, kot so oni navajeni. In takrat se naredi največ škode. Takrat dobijo največ teh prepričanj nase, oziroma smo dobili. In ta prepričanja nas potem vodijo skozi življenje.
da gremo stran od sebe, da pazimo, kaj bodo drugi rekli, se nekako oziramo in izhajamo z neke jeze, če nam nekaj ni všeč in tako naprej. In če opišem samo en primer, naprimer, da 3-letnega otroka, ki je v teta stanju, pa ga peljemo naprimer v trgovino in na vsak način hoče imeti neko igračo ali neko svetlečo zadevo. In naprimer, kako pomembno je, kako starši takrat reagiramo, ker so otroci v takšnem res zelo občutljivem možganskem valovanju in takrat je hitro učenje, otroci to dobijo vse nase in vpliv je na celo življenje. In če se povrnem, se pravi, peljemo 3-letnega otroka v trgovino in na vsak način želi imeti neko igračo in starš bodisi ali ni denarja, ne more kupiti, ali pa ne želi, ker ne vem, je otrok bil poreden, pa ni ubogal ali ni jedel. In če mi rečemo, ne dobiš te igrače, zato ker, ne vem, nisi bil priden doma ali nisi jedel kosila ali nimamo denarja, takrat otrok ne razume te vzročno-posledične povezave, da nekako mama želi, ne vem, pač ne želi kupiti, ker ne vem, ne želi, da se kopičijo zadeve, da ima dovolj igrač doma in tako naprej. In si otrok takrat v sebi zacementira dobesedno 2 zelo pomembna prepričanja, ki vplivata na celotno življenje. In to je, torej otrok je točno sfokusiran na tisti predmet ali pa igračo, torej ne dobim te igrače, ker 2 prepričanja, ker nisem dovolj vreden in mama ali pa oče me nimata dovolj rada. In gre v vrtec in slučajno ga vzgojiteljica ne vem, ne da na krilo in ga ne potolaži, ker pač ima toliko otrok, ali pa mu ne da, ne vem, nekega priboljška, ker je slučajno mogoče pozabila karkoli, ampak otrok s svojim pogledom vidi, ne, nima me rada, tako kot me tudi mama nima rada ali pa oče, in pa nisem dovolj, da bi dobil nekaj. Pa gre naprej v šolo, se scenarij ponovi, ne vem, tisti sošolci me čudno gledajo, nekaj imajo proti meni, nisem dovolj in nimajo me tako radi, in to se vse podzavestno njemu odvija, ker tudi starši me nimajo tako radi, kot bi pričakoval. In ta igra se plete v umu, ko gre potem naprej, išče službo, potrka na vrata, pa ne dobi službe in se ti občutki krepijo v njemu, saj ne morem dobiti, ker nisem dovolj vreden in nimajo me radi, nisem dovolj. Naprimer, ena znanka dobi službo, jaz pa ne, naprimer, ne. Ali pa je v službi, pa ni napredovanja in se vedno znova to kolesje odvija v njegovem podzavestnem umu. Zato je tako zelo pomembno, kako mi vzgajamo svoje otroke, v kakšni interakciji smo z ljudmi, ker naš podzavestni um je izjemno močan. To je zelo močen mehanizem, 95% mehanizem, ki nas pravzaprav ves čas upravlja. In zato je pomembno, da se tega zavedamo, da je to ena igra, ki se pravzaprav odvija v tem življenju, in zelo pomembno je, da ta prepričanja nadvladamo, da razumemo, da ozavestimo, da spoznamo, da smo dovolj. Ker jaz takrat, ko sem zbolela, jaz sem bila zelo hudo bolna, 4. stadij, sem imela hude bolezni, rak po celem trebuhu, in zdravniki niso več našli takrat rešitve in so mi dali še par mesecev življenja. In v tistem šoku, ko sem doživela jaz to naše višje zavedanje, sem spoznala, da izjemno smo vodeni in izjemno ljubljeni in dovolj. Vredni že od nekdaj in vredni do zadnjega našega atoma. In ko enkrat to razumemo, ozavestimo in spoznamo, da nikogar na tem svetu ni, kateremu bi se morali dokazovati ali ga prepričevati v nekaj,
ali se truditi, kaj bo drugi rekli in se pravi, na ta način izgubljamo energijo. In takrat začnemo na stvari gledati povsem drugače. Tako je bilo pri meni. Začela sem na stvari gledati povsem drugače, ker takrat, ko sem zbolela, to je bil šok kot ena, tako kot imamo današnji čas, lahko primerjam skoraj, ne? Kjer tudi izgubljamo svobodo in vse te človeške zadeve oziroma to, kar nam pripada. In takrat sem jaz, ko sem dejansko bila v tem taki hudi diagnozi in ko sem jaz to povedala prijateljem ali pa staršem, so me v tistem momentu skoraj vsi zapustili. Ampak ne zato, ker me ne bi imeli radi, ampak ker so se ustrašili. Ker tudi bolezen je iz teh sistemov toliko spromovirana, da to je nekaj strašnega, nekaj, kar dobiš neko etiketo in dejansko si za odpis. Ampak še zdaleč ni tako. Vsaka bolezen je pravzaprav neki učitelj, neka prebuditev, en wake-up call, ki te dejansko povrne nazaj. In nazaj k sebi, če si pripravljen za to, seveda. In jaz, ko sem bila takrat na razpotju čistega strahu, samo 2 poti sem imela pred sabo, torej strah ali pa čista radost, čista ljubezen, ko sem doživela to izkušnjo, da kako zelo, zelo sem vodena, dovolj, in da z mano popolnoma nič narobe, da sem pač sledila tem sistemom, kaj se tiče medicine in tako naprej, ker takrat sem dejansko s temu sledila, ker sem mislila, jaz delam ene svoje zadeve, so pa določeni strokovnjaki, ki to uredijo. Tako kot, na primer, peljemo avto k avtomehaniku. Jaz sem bila takrat to prepričana, da živim svoj tempo življenja in če bo kaj narobe, grem in mi bojo pomagali. Ampak, ko sem prišla do točke, da rešitve ni bilo več zame, takrat se mi je pač ta izkušnja zgodila, ko sem prešla v to kvantno polje te brezmejne ljubezni, kamor enkrat gremo, ko umremo pravzaprav. In takrat sem spoznala, res, kot sem že omenila, da smo izjemno, izjemno vodeni, ljubljeni in da je bolezen samo en izziv, in skozi katerega je samo treba iti in poravnati oziroma spremeniti svoje življenje, drugače delovati in tudi bolezen, kakršnakoli, tudi čisto na koncu, tako kot sem jaz takrat bila, se lahko odpravi. Ker pa so ta prepričanja v našem umu tako močna in tako zasidrana, nas lahko to dejansko stane življenja. In kot sem omenila, smo izjemno, izjemno vodeni, izjemno ljubljeni, tudi če nas nihče na tem svetu ne bi imel rad, kot se je zgodilo takrat meni. Mene so vsi zapustili, samo družina mi je stala ob strani in sem takrat spoznala, kakšna ljubezen pravzaprav smo, da imamo res te nadnaravne sposobnosti, izjemen potencial, in ko dosežemo to popolno harmonijo, ko se zlijemo s tem življenjem in odložimo vse te razne manipulativne stvari, razne te manipulacije, te strahove in stres, takrat kot opeke z nas zletijo pravzaprav vse te iluzije, za katere nas tako na vsak način nekako skušajo prepričati, da nimamo sposobnosti, da moramo imeti zunanje rešitve in tako naprej. Tukaj je pomembno to spoznanje, ampak tudi medicina je okej, da ne bo kdo narobe razumel, tudi pomaga, tudi nas usmerja, ampak mi smo tisti, ki smo res zdravilci, ki imamo te sposobnosti, to je naše telo. In strah in stres dobesedno zablokirata to naše naravno delovanje. In
tu je pomembno, da vse te iluzije nadvladamo, da smo vedno znova v tem centru sebe, da odložimo tista mnenja, kaj bo pa drugi rekli, da odložimo te sisteme, da razumemo, da pomagajo, ampak na koncu je naše telo tisto, ki dokončno zrihta stvari. Tako da, če se zdaj povrnem na ta čas, veliko ste že slišali o teh, veliko predavanj in tako naprej, smo res v takem zelo, zelo prelomnem obdobju, ko nam želijo vzeti to svobodo in vzpostaviti ta nov svetovni red in skozi te strupe popolnoma onesposobiti delovanje našega telesa. In tukaj je pomembno, da razumemo te stvari, kot veste, zakaj se to dogaja, da se distanciramo od teh sistemov in živimo svoje življenje res svobodno, brezskrbno, ker na ta način popolnoma lahko potem odpravimo te strahove in pa stres. Da razumemo te ljudi, da so izjemno, izjemno v sebi nesrečni, da sploh to počnejo, ker nihče nima nikakršne pravice onemogočati to božanstvo, ki jo imamo v sebi, in razumemo, v redu, so te osebe padle oziroma imajo fokus v čisti ego, v čisti analitični in želijo upravljati za to božanstvo s tem našim primarnim, temi nadnaravnimi sposobnostmi, ki jih imamo. In tukaj je res zelo pomembno, da razumemo in odložimo in se ne vpletamo v igro. Ker če negujemo te občutke, neke jeze, strahu, žalosti, takrat pravzaprav padamo v to igro na čisto nezaveden način. In nas lahko to hitro nam počrpa moči, energijo in dejansko oni lahko zmagujejo naprej. Tako da je pomembno, zelo pomembno je, da postavimo svoje meje, da smo v centru sebe, razumemo vsako živo bitje, da dejansko to, kar delajo pravzaprav sebi, mi se pa lahko kadarkoli dvignemo nad to, razumemo popolnoma in se distanciramo od tega sistema. Vse to se da, ne? Da lahko odložimo in rečemo z Bogom tej žrtvi, za katero so nas že od majhnega vzgajali. In to je izjemno, izjemno nevarno, če sledimo temu. Ker takrat popolnoma onesposobimo delovanje našega telesa, ker naša podzavest, kot sem prej omenila, je izjemno, izjemno močen mehanizem in naši občutki so pravzaprav kot magnet za vso dogajanje, ki se nam dogaja v življenju. Naše misli so zelo pomembne, naše misli so izjemna, izjemna moč. Ko sem jaz bila takrat v kvantnem polju, sem vse to zaznavala, tudi misli drugih ljudi, videla svojo sestro, ki je bila v čisto drugem kraju, zaznavala te energije, ampak naj poudarim, da prej se s temi stvarmi sploh nisem ukvarjala, niti jih nisem poznala. Po tej izkušnji sem potem začela to res nekako raziskovati še bolj in spoznala, da je nevroznanost takšna, ki veliko proučuje te zadeve, delovanje našega telesa, tudi skozi ta meditativna stanja, hipnoterapije, lahko dosežemo ta naša nadnaravna stanja. In tukaj je pomembno, da nekako razumemo že v prvi vrsti to, da to telo, ki ga imamo, je samo 1%. Vse ostalo je energija. In vse naše celice so dobesedno zaljubljene v našo dušo, v našo energijo. In vse naše celice imajo spomin in tudi zavest.
in delajo za nas. In mi lahko z našimi mislimi, če smo prestrašeni, če smo nekako, če ne zaupamo v naše lastno telo in sledimo zunanjemu svetu, kar je pa dobro za nas, takrat se hitro lahko ujamemo neko zanko, ki nas lahko nas tudi stane to življenje. In zato je pomembno, da razumemo že, kako deluje naše telo in da vse celice delujejo za nas, in ko smo v strahu, ko ne sledimo sebi, ko nekako smo v neki jezi, nekih takih res težkih občutkih tega analitičnega uma oziroma ega, takrat takrat prekinemo to samozdravljenje telesa. In takrat izgubljamo energijo in lahko čez čas pride ali do bolezni, ali do slabšega počutja in tako naprej. In tu je pomembno, da nekako spustimo, imamo veliko teh tehnik, vam bom tudi bolj predstavila, kako lahko dejansko okrepimo in živimo, kljub temu, da imamo iz vseh strani, se pravi, temne energije, ki nas želijo onesposobiti. In ko se mi priklapljamo z jezo ali pa z žalostjo ali z besom, kakorkoli, na te energije, takrat pademo v nižja ta vibracijska stanja in nas lahko hitro te energije nekako posrkajo in izgubimo, se pravi, onesposobimo delovanje našega telesa, ker ne zaupamo v to delovanje. In vse te energije, ki so potem, se pravi, nižje energije, imajo lahko izjemno moč, da nas potegnejo v to manipulativno delovanje. Ko pa mi razumemo, da te osebe, ki počnejo to, ki delajo res take grozovite zadeve trenutno, kaj se pač dogaja v svetu, in se distanciramo, se ločimo od tega in samo razumemo in pustimo, da ta duša odživi dejansko svojo pot, ker tako ali tako bo izjemna, bi rekla, bo imela ta duša enkrat velik poračun za vso to delovanje. In ko pošiljamo to brezpogojno ljubezen, da je ta oseba zašla, ker deluje samo iz tega polja, se pravi, to telo imam in to sem jaz. In sploh ne poznajo, da dejansko smo veliko več kot samo telo. Oziroma, jaz bi rekla, glede na to, kaj počnejo, še precej dobro vedo in so te naravne, univerzalne zakone izrabili, in je to še hujše, kot če ne bi vedeli, kaj dejansko se dogaja. In zelo pomembno je, da tukaj se odklopite od tega dogajanja, res v popolnem razumevanju in pošiljati brezpogojno ljubezen, ker takrat damo obtežitev tem dušam, ki so zašle, hkrati pa vzpostavimo v sebi to naravno delovanje, to samozdravljenje v telesu, in se povrnemo res dejansko nazaj k sebi. Tako da te nadčloveške sposobnosti, ki jih imate v sebi, to je izjemna, izjemna moč. Jaz tega prej sploh nisem poznala, dokler me ni življenje pripeljalo do tega, da sem potem doživela to stanje, to drugo dimenzijo zavedanja, če tako rečem. In te super moči, ki jih imate v sebi, lahko kadarkoli dvignete, in te resnice so izjemno preproste, vsakemu so dane, ko se odklopiš in razumeš in nikogar na tem svetu ne sodiš, za karkoli počne. In takrat, ko naredimo to, ko smo čista ljubezen, v čisti vibraciji, takrat pravzaprav smo močnejši kot tisti,
ki potencirajo to temo, katera se dogaja zdaj po celem svetu. In jaz že v bistvu od te moje ozdravitve že leta pomagam ljudem, da dvignejo to frekvenco svojim celicam, da dostopajo do teh spremenjenih stanj zavesti, da niso več obremenjeni z temi zadevami, ki se dogajajo po svetu. In s tem resnično lahko potem nadvladajo podzavestne programe, razumejo, da je to nekaj, kar je naučeno, to je nekaj, kar smo dobili oziroma že v zibelko pravzaprav in tudi od svojih staršev, ker tudi starši so pravzaprav bili že tako naučeni, že stari starši skozi te sisteme. In ko enkrat to razumemo, ko odložimo, sprostimo toliko zastale energije, da lahko dejansko potem živimo pravega sebe. Tako da te tehnike, ki so zelo, zelo pomembne pri tem, so zelo, zelo enostavne. Kot sem rekla, da se dejansko zavemo, dovolj smo in vredni do zadnjega atoma. In da nikomur na tem svetu se ne rabimo dokazovati in paziti, kaj bodo drugi rekli. In ko vidimo, da nekaj ni v skladu z našo resnico, ker ko sem jaz bila v tem kvantnem polju, sem spoznala, da smo izjemno, izjemno povezani, da smo vsi ena zavest, vsi smo izjemno povezani. Samo tu v fizičnem svetu smo pravzaprav ločena bitja in imamo telo in se lahko objemamo, lahko uživamo hrano, lahko izkušamo to fizično izkušnjo, ker v tem kvantnem polju, kamor enkrat gremo, kamor se premaknemo, ko zapustimo to fizično izkušnjo, tam ne moremo lizati sladoleda in objete na osebe, ker smo zliti v čisti brezpogojni ljubezni. In s tem zavedanjem lahko popolnoma drugače pogledamo na to življenje, da se več ne vpletamo v tisto, kar nam jemlje moči. Ampak to ne pomeni, da se z vsem strinjamo, kaj počnejo, ampak da se distanciramo, razumemo, pazimo, da nas, se pravi, ne premaknejo v neko temo, da nas ne pogubijo z nekimi strupi, ampak smo v centru svojih moči. In te tehnike so, ena izmed takih je zelo močna, da pošiljamo brezpogojno ljubezen, čisto vibracijo ljubezni, brez kančka sodbe, da tiste osebe, kar počnejo, ker pritegnili bodo tiste osebe k sebi, ki nekako padejo na tem izpitu, če bi jaz tako temu lahko rekla, ker dosti ljudi, ki so tudi šli v te zadeve, niso zmogli, ker še niso na tisti stopnji, da bi se lahko nekako umaknili temu, da bi se lahko postavili zase. Ker postaviti zase je res zelo, zelo, zelo lahko se je postaviti zase. Tudi jaz danes, ko delujem, zdaj trenutno sem v Španiji, ampak čez 14 dni nekje pridem domov v Slovenijo in tudi v Sloveniji sem lahko prosto se gibala okrog. Velikokrat sem imela občutek, kot da sem nevidna tem energijam, tem nižjim energijam, ker sem vztrajala v svojem centru brezpogojne ljubezni in me ni bilo popolnoma nič strah. In ko enkrat res odložimo ta strah, ko si rečemo, strah je samo priučen, to je ena manipulacija, s katero so nas nekako vzgajali, da bi v sebi zatrli te naše prave sposobnosti. In ko enkrat razumeš to, ko odložiš, ko si rečeš, lahko prosto se gibljem, ker sem božansko bitje, vsak izmed nas je božansko bitje, ki ima izkušnjo v tem telesu in se lahko prosto giblja po tem svetu, brez da bi komurkoli se nekaj zagovarjal, se nekaj dokazoval. Takrat tako zvišamo to našo frekvenco, da smo dobesedno lahko tem nižjim energijam
nevidni. Tako se te energije prepletajo pri osebah, ki dejansko tukaj na tem svetu živijo in dosegajo neke izkušnje, ker vse je tukaj učenje. Čisto vsaka stvar, ki jo naredimo, je učenje. In vsi ti, ki počnejo tako velik in grozovit genocid, ki se dogaja v svetu, pravzaprav povsod, tudi tukaj v Španiji so te maske obvezne in tako naprej, bodo te duše, kako bi rekla temu, te osebe dobile velik račun za to, oziroma en poračun za vsa ta dogajanja. In zato je pomembno, da ohranjamo to energijo, da ohranjamo sebe, da se ob koncu dneva zavemo, da delujemo dobro, delujemo res v čisti harmoniji, da razumemo osebo in vso to energijo spustimo, ki nas nekako pritiska, to je iz tega našega ego področja, analitičnega uma, ker imamo te občutke tudi, ki nam privrejo na plan, neke jeze, žalosti, besa, zakaj se to dogaja, ker absolutno pritisnejo na ta gumb in takrat samo nadvladamo, ker ta čustva pravzaprav mi nismo, to je vse del telesa. Enkrat mi vse to pustimo tukaj. Ko sem jaz bila v tem kvantnem polju, tam ni bilo nobene žalosti, nobenega strahu, nobenih sodb, tam je bila čista brezpogojna ljubezen in popolno razumevanje vsega. Da dejansko naš svet prehaja v to zlato dobo, oziroma je že od leta 18 nekako v tej zlati dobi. In zato so tako velike spremembe, ki se dogajajo na tem svetu. In vse, kar naredimo, ali je to dobro, ali je to slabo, se nam krat 3 vrne nazaj. In to je pomembno, da razumemo, da dejansko odložimo in se distanciramo od teh nižjih občutkov, ker nam povzročijo največ trpljenja, največ škode. Ker jaz, preden sem zbolela, sem bila v izjemnem stresu, v izgorelosti, sledila, jaz sem bila šolski primer, kako sem sledila tem sistemom, ker sem bila tako vzgojena, imela kupenih prepričanj, da ne zmorem, da nisem dovolj in tako naprej, in zelo pazila, kaj bodo drugi rekli. In to lahko danes rečem, da me je skoraj stalo življenja. Pravzaprav, če ne bi bila duhovno že toliko razvita kot duša, mene danes več ne bi bilo. Ampak jaz pred tem nisem delala res popolnoma nič na osebnostni rasti in potem se mi je samodejno to zgodilo, ker sem doma doživela zaradi tega šoka, kot je enkrat zdravniki rečejo, 3 mesece še imaš življenja in mi ne moremo več za to narediti ničesar. Sem doživela ta šok in epileptični napad in takrat pač to brezmejno energijo in od takrat živim v tej brezmejni energiji in zmagujem v življenju in nihče ne more iz te nižje vibracije do mene. In to lahko dosežete tudi vi. Nekateri tudi veliko delate na osebnostni rasti, to je zdaj v tem času res izjemno pomembno, da izhajate iz sebe in da odložite vse sodbe, da odložite, ker vsi ti, ki počnejo to, bodo imeli še pa še veliko za predelati, oddelati in takrat bo njim res zelo bridko. In zato, če bi dali tem osebam sodbo, to bi bilo premalo, glede na to, kaj vse bodo oni potem doživeli. In ko enkrat damo mi sodbo, kot sem rekla, kako te energije, kako magnet, ko mi pošljemo misel v kvantno polje, se kot magnet nazaj pritegnejo situacije in dogodki, glede na to, kakšne občutke imamo v sebi. In če imamo res strašne občutke v sebi, če nas je strah, če se bojimo za svoj obstoj,
ali za svojo družino in tako naprej, takrat se priklapljamo na to vibracijo in dejansko se nam lahko to zgodi. Tako da je pomembno se pravi od tega odklopiti, razumeti. To ne pomeni, da se strinjamo z njimi, ampak s tem krepimo to našo moč, te naše nadčutne sposobnosti. In ko pride do nekega strahu, se zavedati, v redu je, to je en spomin, ki me je prišel opozoriti, ker sem že nekoč v preteklosti dosegel ali dosegla neko tako izkušnjo, ker ni samo to življenje, ki ga imamo zdaj v tem telesu, ampak smo že dejansko prehajamo skozi življenje. To sem jaz takrat tudi spoznala, ko sem to dosegla, to stanje višjega zavedanja. Čeprav sem bila vzgojena krščansko, čisto v drugih vodah, sem takrat spoznala, da vendarle smo mi že božanska bitja in nihče nima pravice, da nas kakorkoli manipulira. In takrat odsevamo popolnoma drugo vibracijo tega čistega razumevanja, da se pravi samo si in je, si v celostni energiji opazovalec življenja. In tudi aktivno paziš na svoje telo, da ti ga nihče ne poškoduje ali kakorkoli ne spravi na neko stran pot, ker ko izhajamo iz strahu, takrat se lahko hitro zgodijo neke napake in nam je to vse ena lekcija, da mi nekako skozi tisto bolečino, ko doživimo, spoznamo, okej, to ni v redu, in se dvigneš in iščeš oziroma greš po poti, tudi sredi minskega polja, če je treba, greš po poti svoje resnice in takrat dejansko zmaguješ. Tako da tehnike, kakšne tehnike delajte, da vam bo res, da boste nadvladali te vzorce, ta prepričanja, vse te pretekle celične spomine, ki se vedno znova vklopijo, ker nas ti spomini pravzaprav, to so nam test, nas dajo na neko preizkušnjo, kako bomo mi v dani situaciji odreagirali. In če pride do nekega strahu pred prihodnostjo, kaj se bo zdaj to zgodilo, takrat se samo zavedati, v redu je, jaz sem okej, z mano ni popolnoma nič narobe, imam vse sposobnosti, da lahko rešim svoje življenje, kjerkoli, in razumem, da je ta strah tisti spomin, katerega sem nekoč že doživel, in zdaj, ker so energije tako izpostavljene, te energije, razumeš, da lahko mirno greš skozi ta strah, tako kot je bilo pri meni. To je bil izjemen strah takrat in zato sem doživela epileptični napad in to iz telesno izkušnjo, ker jaz sem bila prej izjemno prestrašena oseba. In ko ta strah razumeš, pogledaš, da to je en spomin, katerega lahko nadvladaš, ga spustiš in greš v tisto pot čiste brezpogojne ljubezni, ker te sile, strah in pa ljubezen, to sta najmočnejši sili, ki obstajata na tem svetu. To sta močnejši sili kot jedrska eksplozija. In ko spustiš strah, se pravi v redu, to je del telesa, en spomin, in grem na čisto brezpogojno ljubezen, kjer sem to, kar sem, in vem, da nas izjemno varujejo in čuvajo in ljubijo in vodijo ta božanska bitja, ta energija, ker ni samo ta fizičen svet, takrat se prepustiš. In takrat se ti začenjajo dogajati čudeži, takrat vidiš poti, takrat vidiš smer in spoznaš tisti pravi namen in veš, da bo vse dobro. Tako da to obdobje je pomembno, da ga nekako preživimo oziroma da razumemo stvari in da se usmerjamo v to našo brezpogojno ljubezen, ker to je zmagovalna pot. Vsi strahovi, ves ta spomin, ki ga imamo skozi analitični prepričanja in tako
naprej, vsta bezveza. Vse to je spomin, ker že smo kot duša doživeli to, že ali v mladosti, v preteklih življenjih in tako naprej. In to nas samo opozarja, to je samo test, ki nam reče, kam bomo zdaj šli. In tudi osebe, ljudje, ki nam pridejo na pot, vsaka situacija nam je test. Ali bomo šli na stran strahu in izgubljali svojo vrednost in se nekako pazili, kako bomo kako bomo odreagirali in tako naprej. In takrat izgubljamo svojo moč. In to je bilo moje največje spoznanje takrat, ko sem izgubila pravzaprav vse prijatelje, ljudi, ki sem bila v krogu z njimi in sem imela samo svoje dve mali punčki in svojega moža. In takrat sem jaz nekako razumela, da res nikogar na tem svetu ne potrebuješ, da bi bil odvisen od nekoga. Vse, kar rabimo, je v bistvu hrana, zrak, voda in ker imamo v sebi tako božansko moč, da lahko si ustvarimo karkoli si v svojem umu zamislimo. In tukaj lahko izpostavim tudi še tole, ker vem, da veliko vas je v teh strahovih in tudi v jezi in dosti je tega zdaj tudi v današnjem času, ko so ljudje toliko napeti in tudi eni žaljivi in tako naprej, da razumete, da so ljudje zato v takih stanjih, ker se bojijo za svoje življenje in potem reagirajo iz čistega ega. In to nima popolnoma nič z vami. To je zelo pomembno, da razumete, da vam ne odteka vaša energija, ker nikomur na tem svetu niste dolžni se dokazovati ali kogarkoli prepričevati, ker že ste dovolj od nekdaj. In takrat, ko se je meni to zgodilo, da še opišem tale primer, ko sem bila na čistem robu življenja in sem takrat spoznala te resnice, da samo, ko se povrnemo v harmonijo, ko sprostim to nevroplastičnost možganov, ko razumem, da dejansko telo deluje, dobesedno deluje za nas, da lahko mi kot duša živimo, da lahko uživamo to fizično življenje, sem jaz takrat vedela, da se bom lahko popolnoma pozdravila. Takrat je bil ta čisti connection. In sem sklicala svojo družino skupaj, svoje starše, brata, sestro in sem rekla, ne skrbite, jaz se bom popolnoma pozdravila. Čeprav so zdravniki rekli, da ni rešitve. In je bilo takrat, res so bili starši in vsi zelo, ker so ta prepričanja, ko nekdo, na primer zdravniki reče, da ni nič rešitve, da pač tako to je. Toliko so zacementirana, zakoreninjena ta prepričanja. In jaz sem takrat nekje po enem tednu poklicala svojega očeta in sem rekla, oče, prosim, posodi mi 100 evrov, ker smo padli tudi finančno, da lahko si kupim hrano in si pomagam, da bom nekako povrnila svoje telo v ravnovesje, ker telo in naše celice sledi počasneje kot naša zavest. Počasneje sledi potem naše celice, kot sem že prej omenila, imajo vsaka celica spomin, vsaka zavest in imamo okrog 3 milijarde teh celic. In moj oče je takrat rekel, ko sem ga prosila za 100 evrov, je rekel, ne morem ti posoditi 100 evrov, ker imam kupček 7000 evrov in potrebujem in moram kupiti toplotno črpalko, žal ti moram posoditi. In jaz sem takrat, ko sem to slišala, to je bilo še tisto zadnje čiščenje, so se mi ulile tako debele solze, to je tako lilo iz mene, ker sem imela prej ogromno teh prepričanj in vseh teh strahov, tudi zaradi staršev in tako naprej. In sem bila takrat v popolnem razumevanju, da pravzaprav oče je tako deloval, ker je zaupal v to medicino oziroma če so strokovnjaki rekli, da zame rešitve ni, zakaj bi mi dal
neki denar, če ga morda ne bo nikoli več videl. In tale izkušnja, ki sem jo doživela takrat, me je popolnoma, jaz sem popolnoma odložila vsakršno zamero in sem vedela, da oče ima mene izjemno brezpogojno, me ima rad, ampak skozi telo ne zmore razumeti bistva življenja. Danes imamo odličen odnos in tudi karkoli mi reče, ali pa kdorkoli mi karkoli reče od drugih ljudi, ničesar me ne more več prizadeti. Ker razumem ta smisel, da pravzaprav vsak izmed nas si ustvarja svojo pot in karkoli naredimo, ima posledico. Ali je to dobra zadeva, ali je to slaba zadeva. In tukaj poskušajte pogledati na čisto vsako osebo, ki je pred vami, pa vas stiska, pa vas onemogoča, pa vas nekako skuša prepričati v neko drugo realnost. Poskušajte razumeti, da izhaja pravzaprav iz svoje kasete, ki jo ima v svojem umu, oziroma možganih. Vsa ta prepričanja, vsi ti vzorci, vsi ti strahovi določajo samo to telo, ampak v resnici vas tudi tista, ki vas najbolj pritiska, njihova duša vas ima brezpogojno rada in vas ne bi nikoli mogla nikakor prizadeti. Tako kot je tudi zdaj s temi osebami, ki skušajo onesposobiti cel svet. Oni so šli daleč stran od tega srca in ne zmorejo pogledati onkraj, ker so že sami po sebi zelo ranjeni in izhajajo izključno iz tega ega, izključno iz teh prepričanj in iz tega pohlepa, če lahko temu rečem. In zelo pomembno je, da to razumemo, ne obsojamo in se distanciramo, ker le na ta način lahko rešimo svoje življenje. Oni pa bodo privabili k sebi ljudi oziroma množico ljudi, ki ne bodo zmogli, prav tako kot oni, ne bodo zmogli pogledati višje, ne bodo zmogli razumeti situacije, ampak kakorkoli vse bo to učenje. Tudi za tiste, ki so sprejeli strupe vase in so nekako zablokirali se s tem eteričnim telesom, bodo čez določen čas lahko se znova bodo zrasli in videli, kakšno napako so pravzaprav naredili v življenju. Tudi vsi mi imamo pravzaprav ta spomin, te izkušnje, ki smo jo nekoč že doživeli in zato smo budni in zato ne želimo ponovno doživeti tako težke in pa bridke izkušnje, da bi dobili neki strup v sebe. Tako da tukaj je zelo pomembno, mislim, da še imam 5 minut, da pridem na te tehnike, kako jaz pomagam ljudem. Jaz drugače pomagam ljudem skozi Tesla tehnologijo, da to frekvenco dvignejo celic, da sprostijo to nevroplastičnost možganov in znova začutijo tisto res svojo pravo božansko moč. In kako delati, da boste se povezali s to resnico, da razumete, ozavestite. Ko že mi nekaj ozavestimo, odložimo in razumemo, takrat nas tiste situacije ne bodo več nekako pritiskale in smo v srcu, zapremo oči in si predstavljamo čisto vibracijo ljubezni. Lahko je to v kakšni svetlobi, lahko je to zlata svetloba, lahko je to roza svetloba, lahko je vijolična svetloba. Kako se ta svetloba skozi naše celice nekako gre skozi vse celice in zapremo oči, se čisto odmaknemo od tega sveta in primemo, ne vem, lahko roke damo na srce in smo v tej čisti brezpogojni ljubezni, v tej harmoniji in takrat oddajamo to ljubezen do vseh tistih, ki so na tem svetu zašli. In hkrati dvigujemo to biopolje, ki jo imamo v sebi, ker čisto vsak izmed nas ima sam sposobnosti, da lahko bioenergijo, ki jo ima v sebi, tudi aktivira.
ne rabimo hoditi, ne vem, bioenergetiko ali pa kakorkoli, iskati te rešitve, lahko to tudi sami skozi to čisto brezpogojno ljubeznijo, ko smo pomirjeni, ko nimamo nobenega strahu pred smrtjo, pred ničemer, ker v bistvu smrt sploh ne obstaja, takrat sem jaz to spoznala in danes si upam trditi, da zaradi tega prepričanja, ko sem spoznala, da pravzaprav smrt ne obstaja, sem jaz tukaj. Ker jaz sem pred tem res vse me je bilo strah. In ko mi potem oddajemo to ljubezen, čisto brezpogojno ljubezen, takrat nam nihče nič ne more, ker niti ne more dostopati do nas. In hkrati pomagamo sebi in pomagamo tudi drugim, tistim, ki so zašli, ker jim damo eno obtežitev v duši, da se bo nekako dvigal, pa magari za čisto malo, in to je potem win-win situacija, ko dejansko izhajaš iz svoje ljubezni in nudiš ljubezen tudi drugim, tistim, ki so zašli. In to je lahko 100% rešitev, da se rešiš pred raznimi manipulacijami, raznimi vplivi, ko na ta način dviguješ vibracijo, lahko si pomagate tudi s kakšnimi meditacijami, hipnoterapijami, nekaj imam jaz tudi na YouTubeu, lahko poiščete. Skratka, s temi stvarmi zelo pomembno je, da umirjamo svoj mentalni del, nadvladamo ego, nadvladamo vse te spomine in takrat samo si, ker veš, da ničesar, kar ti nočeš, ne more vplivati na te, ničesar. In takrat okrepiš, imaš tako močno energijo okrog sebe, lahko rečemo temu aura, to energijsko polje, tako močno, da tudi ni težkih posledic, kot pa, ko smo mi odprti, pa nas je strah in dejansko lahko potem vpliva vse to na nas. Tako da tudi če pogledamo, na primer, škorpijon, žival škorpijon, ko ima tako močen oklep. Škorpijon je edina žival, ki je jedrsko eksplozijo preživela, ker je v tako močni, brezpogojni harmoniji in mnogi izmed vas ste verjetno tudi škorpijoni po horoskopu. In če zaključim s tem, bodimo vsi ti škorpijoni, bodimo močna vibracija, da bomo res vse naše celice, ki jih imamo toliko, se pravi 3 milijarde, okrepili in nam bo fajn, tako zgoraj, tako spodaj, in bomo na vse to pogledali z takega višjega razumevanja, da zemlja se čisti se, ta tema res je vojna med svetlobo in temo, ampak ne obupati, najboljše ne vem kaj, ne obupati, bodite v tem čistem pretoku in boste videli, kako boste zmagovali, da nihče ne bo mogel do vas dostopati in vam kakorkoli škodovati. Ko pa enkrat mi gremo z silo proti določeni osebi in skušamo dopovedati, se zagovarjati, nekako z neko energijo se truditi, kako bi rešili življenje, takrat pademo in takrat nas druga stran lahko posrka. Samo z razumevanjem in na ta način lahko rešimo svoje življenje in budno spremljamo, živimo srečno. In ko smo v tej vibraciji čistega pretoka, ko smo srečni, ne glede na to, kaj se dogaja, takrat se lahko potem tudi ognemo kakršnokoli vojni, kakršnikoli manipulacijam in takrat bomo znali pravilno odreagirati in dejansko rešiti svoje življenje. Ker meni je najbolj pomembno to, da ob koncu dneva, ko zaključim s svojim, ne vem, ustvarjalnim dnevom, da sem dobro, da je moja družina dobro, da sem dala vse od sebe, da sem delovala iz srca in da dejansko sem hvaležna za vse, kar imam. Pa če tudi je to eno jabolko, da se na nič ne navizujem, to je zelo pomembno, da se na nič na tem svetu ne navizujemo. Si v tej energiji in razumeš in takrat resnično ohranjaš to energijo. Zdaj pa mislim, da smo že prišli, ne? Že čez.
Lili, se slišimo? Se slišimo. Iskrena To bi še hvala. mogoče, Kar to bi daj, še mogoče ja. zaključila, da zakaj sem tukaj v Španiji, na Tenerifih, ravno s tem namenom, da nekako pomagam ljudem, delam tudi en retrit v mesecu maju, da bodo zmogli skozi mojo pomoč, kakorkoli tudi skozi Tesla energijo in vse te zadeve, nadvladati to nevroplastičnost možganov, nadvladati vse te spomine, te vzorce prepričanja, da se bodo povrnili nazaj k sebi in imeli to izjemno moč. Tako da zato sem tukaj in zato se javljam tako daleč stran od vas. Tako da vsi tisti, ki boste želeli, vabljeni sem. Draga Lili, glej, spoznala si drug svet, spoznala si druge moči, ki so ti pomagale, te ohranjajo pri življenju, celo krepijo. In vsi mi, tudi jaz sem imel podobno izkušnjo, ampak marsikdo take izkušnje ni imel, še ni imel ali morda tudi nikoli ne bo imel, zato je prav, da si podelimo naše življenjske izkušnje iz svoje biti, kaj čutimo, kaj razmišljamo, kaj pomeni biti zdrav, kaj pomeni biti bolan, kaj pomeni reagirati iz jeze, kaj pomeni reagirati iz brezpogojne ljubezni in kako te lastnosti, te sposobnosti, ki jim ti praviš celo nadčloveške, nesmrtne, uporabiti sebi v prid, zato da bo nam boljše, da nam bo lepše in da bomo vsaj ta čas, ki ga tukaj preživimo, živeli v miru in v ljubezni. Iskrena hvala za to tvojo